Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Če mi nočemo odpustiti ljudem, potem ne moremo pristopiti k Bogu in ga prositi za odpuščanje. Mi pa moramo prositi za odpuščanje grehov, sicer... Verjamem, da popolno srce ni polno obsodbe in krivde. Apostol Pavel pravi, trudim se, da bi dosegel popolnost. Eno stvar delam, in tu je moj navdih, da pozabljam na to, kar je za menoj. On je rekel, najpomembnejša stvar je, da se trudim za popolnost in pozabljam, kar je za mano. Nekateri izmed vas ne morete rasti, nekateri ne morete biti popolnoma predani, ker vaše srce je preveč polno občutka krivde in obsodbe. Vi se ustavljate tam, kar ste storili pred 10 leti, 20 leti, to jutro na poti sem na predavanje. To je občutek krivde in obsodbe. Ne znam vam niti povedati, koliko težav sem imela z občutkom krivde in obsodbe. Kajti moj oče me v mladosti zlorabil in mislila sem, da je z mano nekaj narobe, če se nisem počutila narobe. Prišla sem do točke, ko se nisem počutila prav, če se nisem počutila narobe. Ko sem se začela počutiti prav in sem pri tem bila deležna notranjega miru, se mi je zdelo, da je nekaj narobe. Bila sem tako preobremenjena s krivdo in obsodbo. Samo zaradi tega, ker imate občutek krivde, še ne pomeni, da morate verjeti v ta občutek. Samo zaradi tega, ker se počutite krivo, to še ne pomeni, da ste zares krivi. Ne verjemite svojim čustvom. Če ste prosili Boga, da vam odpusti in se še naprej počutite krive, si morate reči, moje čustva lažejo, občutki so nestanovitvi, ne povedo mi resnice. Ne dopustite, da vaša čustva vodijo vas, vi vodite vaša čustva. Amen. Občutek krivde in obsodbe je neprestano ponavljanje ene in iste stvari. Izčrpa vas, a ne napravite nobenega napredka. Če tečete na tekoči stezi, me ne zanima, koliko kilometrov mislite, da ste pretekli, ker v resnici niste pretekli niti enega. Mogoče ste tekli tako, da je vaše telo izmučeno, vendar niste prišli nikamor. Tako deluje občutek krivde in obsodbe. Jemlje vam moči in vas izmuči. Občutek krivde vas nikoli ne bo napravil bolj svetih. Občutek krivde vas nikoli ne bo napravil bolj zvestih. Občutek krivde vam nikoli ne pomaga rasti. Tako morate danes napraviti odločitev o tem, kaj boste izbrali. Kaj bi radi imeli? Obsodba prinaša nemoč in vam krade vaše zaupanje. Vendar pa Bog hoče, da z vso drznostjo pristopite k njegovemu prestolu. Ko se zavedamo, kdo smo v Kristusu, ko nosimo njegovo obliko pravičnosti, izrecite, o Bog, vem, da sem zmeden, vendar vem, da si ti dober, vem, da me ti ljubiš, vem, da mi ne pomagaš zato, ker bi si to zaslužil. Zato bom drzno ravnala in te prosila za odpuščanje ter vztrajala v prošnji, da izpolniš moje potrebe, kajti ne vidim nobenega razloga, da tega ti ne bi storil. Bogu je to všeč, to mu bo narisalo na smeh. Kajti sedaj ste popolnoma odvisni od njega in ne več od samega sebe. Poglejmo v pismo Hebrejcem 4, 15 in 16 vrstica. Nimamo namreč velikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušen v vsem, vendar brez greha. To je on, ki je bil na vseh področjih izkušan. Jezus, tako kot mi. A se zavedate, kako je to čudovito? Jezus vas razume. On razume vaš dvomljivi občutek, vsako skušnjavo, vsak vaš boj. Vse to je on izkusil. Vi nimate drugačnih skušnjav, kot jih je imel on. On se jim je uprl. Njem se tudi mi lahko upremo skušnjavam. Zaradi tega ne govorite, da je to pretežko. Tega nikar ne ponavljate. Ne morem pomagati, pretežko je. Ena izmed napak, ki jo danes delamo, je, da je greh postal naša vez. Veste, zvezana sem s tem grehom. Zvezana sem. Pri tem moramo biti zelo pozorni in previdni. Greh moramo poimenovati, kakršen je. Greh je greh. To je greh. Za greh nam je bil dan odgovor. Jezus nam je odpustil grehe in ko nam Jezus odpusti grehe, nas od njih osvobodi.
Vendar pa ne moremo ravnati tako, kakor da bi greh bil le majhen problem, da ne vemo, kaj bi z njim storili, da ga le nosimo okrog in se z njim vso življenje bojujemo. A me razumete, kaj vam hočem povedati? Veste, sem pač zvezan s tem grehom, sem zelo vzkipljiv, hitre jeze. Moja mama je vzkipljiva in oče je bil prav takšen. Bolje bi bilo, če ne bi bil, vendar imam pač tak značaj. Veste kaj? Bog vam je rekel, da ne bodite jezni. Torej vam ne pomaga nič, če imate tak značaj. Vi morate moliti in študirati, moliti in študirati in študirati ter izpovedovati Božjo besedo, dokler ne vidite sprememb v vašem življenju. Ko postanete popolnoma zvesti, da opustite življenje jezne osebe, potem veste, da vas bo Bog osvobodil. Veste, kaj počnemo mi? Mi hodimo okrog s svojimi vezmi in se izgovarjamo, da jih imamo. Če ste trdno odločeni, da boste živeli življenje, ki vam ga je Bog pripravil, potem vam nekaj povem. On bo računal z vami, Sveti Duh bo računal z vami, angeli bodo pristopili in vam pomagali. Recite, Bog, pridobil sem popolno srce in se trudim za to popolnost. Ne bom se zadovoljil z neko mlačnostjo, povprečnostjo, ampak bom popolnoma predan. Rastel bom. Bog, hočem, da si ponosen name. Koliko izmed vas hoče, da je Bog ponosen na vas? Reči morate, to je ena izmed mojih največjih želja. Hočem, da pogleda name in reče, to je moje dekle, ponosen sem na njo. Mislim, da tudi vi to hočete. Bog si želi drzne in pogumne otroke. Pismo Hebrejcem 4:16. Bližajmo se torej zaupnostjo Božjemu prestolu milosti, ki je prestol nezaslužene naklonjenosti za nas grešnike, tako da bi dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Torej, pomoč je primirna za nas in o pravem času. Pomoč pride prav teda, ko potrebujemo. Imamo velikega duhovnika, ki razume naše slabosti in skušnjave. On je bil skušan v vsaki točki. In zato lahko z vso drznostjo pristopimo k nebeškemu prestolu in ga prosimo, naj nam odpusti ter nam priskoči na pomoč v naših potrebah. In kaj se zgodi? Ljudje prosijo Boga, naj jim odpusti. Celo izrečejo, da verjamejo v odpuščanje. Vendar pa bodo še naprej nosili občutek krivde. Počutili se bodo krive. Ampak vi se ne morete osvoboditi greha in ohraniti krivde. Kajti, če ni greha, ni krivde. Če so vam grehi odpuščeni, potem ni krivde. Zato morate narediti odločitev, da so vaši grehi odpuščeni in ni krivde. Ali pa vaši grehi niso odpuščeni in imate krivdo. Vendar, če so vaši grehi odpuščeni, ko prosite Boga, koliko izmed vas verjame, da vam je odpustil grehe? Koliko izmed vas odkrito verjame, da je on to tudi storil? No, vidim, da imamo problem, ker so ene in iste roke po konci, v zraku. Vi verjamete, da vam Bog odpusti vaše grehe, kadar ga za to prosite, vendar še vedno imate občutek krivde. Veste zakaj? Ker bi radi poplačali za to, kar ste napak storili. Povem vam lahko, da Bog ne potrebuje vaše pomoči. Če bi vi lahko plačali za svoje grehe, potem on ne bi poslal svojega sina, da bi trpel na tak način in umrl na tako krut način. Naša pravičnost ne more poplačati naših grehov. Mi ne moremo sami preklopiti na Božjo milost, če je ta linija ukinjena. Samo Bog lahko to stori po krvi Jezusa Kristusa. Jaz resnično verjamem, da je to eden izmed največjih problemov, ki ga imamo v naši cerkvi. Bog se ne jezi na vas. Bog ni jezen na vas. Bog ni jezen na vas. Vendar veste kaj? Mislim, da velika večina ljudi nejasno misli, da se v resnici on jezi na nas. Pravzaprav lahko stopim še korak naprej in rečem, da se vas Bog veseli. Daj no, Joyce, ti niti ne veš, kaj vse sem storil ta teden. Saj nisem rekla, da se veseli zaradi vsega, kar počnete. On vas bo celo našeškal po vaši duhovni zadnji plati. Vendar on se vas veseli. Moji otroci ne počnejo vsega, kar imam rada, vendar jih ljubim in veste kaj? Zato, ker tudi oni mene ljubijo. Vsakemu posebej govorim skoraj vsak dan, kakšnemu 2-krat ali 3-krat na dan. Čudovito je, ko ljubite svoje starše. In otroci tudi ljubijo svoje starše.
In osupljivo je, kaj vse lahko starši spregledajo, če jih otroci ljubijo. Vendar, če me oni ne ljubijo in mi samo pravijo o svojih uspešnih delih, hočejo name narediti vtis, potem bi jim rekla, naj ne hodijo. Pokažite mi ljubezen. Ali nam je odpuščeno in nimamo krivde? Ali pa nam ni odpuščeno in smo krivi. Nemogoče pa je, da bi nam bilo odpuščeno in bi občutili krivdo. Danes postavite svoj in svoje misli. Mislim, da mnogi izmed vas morajo to slišati, ne samo vi, ampak mnogi ljudje, ki me gledajo po televiziji. Če verjamete, da so vaši grehi odpuščeni, potem je krivda, ki jo občutite, Satanova laž. To je samo občutek in vi ne smete dopustiti, da občutki vodijo vaše življenje. Jaz sem morala kričati nase, da sem prišla preko tega. Prišla sem do točke, ko sem prosila Boga, da mi odpusti in sem se še vedno počutila krivo. Rekla sem, nisem kriva, prosila sem Boga za odpuščanje in on mi je odpustil. Nisem kriva, a me slišiš, hudič, nisem kriva in to je tvoja laž, ne boš me več obsojal. Vendar, če boste samo posedali naokrog, to je pretežko, moj Bog, to je tako težko, ne vem, kako dolgo bom še zdržala to vse, je tako težko. Vi morate imeti malo hrbtenice, se zravnati in reči, močnejši je on, ki je v meni, ki je poslal zame svojega edinega sina v smrt, odpuščeno mi je. Ne verjamem, da je popolno srce polno skrbi, meni je odpuščeno. Popolno srce ne more biti polno skrbi. Ni jezno, ni ga strah, nima neodpuščanja, ampak je polno miru. Povem vam lahko, da imajo mnogi težave prav v tej točki. Mnoge ljudi je strah, jih skrbi. Hoče vse razvozlati, strah jih je, kaj bo prišlo. To so skrbi, strah in še več strahu. In jeza, zmeda, jezijo se na ljudi, na sami sebe, jezijo se na Boga in na okoliščine. Polovica človeštva se jezi, verjetno 90% populacije se jezi in to tudi kristjani. Nekateri izmed vas ste danes prišli z nekom, na katerega ste celo jezni. Nekateri sedite doma pred TV spremnikom in gledate to predavanje in se jezite na osebo poleg sebe. Polni ste neodpuščanja. Ampak ti ne veš, kaj so mu storili. Če ne morete odpustiti, vam Bog ne bi naročil, da to storite. Všeč mi je, ko sem slišala vsaj en Mickey Mouse aplavz. Dobro obžalovanje. Rekla sem, če ne morete odpustiti, vam tega Bog ne bi naročil. Vidite, mi bi veliko raje videli, da si ne moremo pomagati, a ni tako. Vsakdo se raje naslanja na svoje probleme in si misli, da ne more pomagati. Ne morem pomagati, to je zame pretežko, ti ne veš, kaj so mi storili. Zjutraj sem brala nekaj o Andreju Mariju, o Gospodovi molitvi. On pravi, v trenutku, ko izrečete Oče naš, bi morala naša naslednja misel biti, Bog na nikogar se ne jezim, nimam neporavnanih računov in dobenega neodpuščanja. Kajti karkoli boste še molili naprej, je brez smisla, če ne poravnate tega osnovnega načela. Oče, odpusti nam naše grehe in odpusti tem, ki grešijo proti nam. Kajti, če ne bomo mi odpustili ljudem, potem nimamo pravice pristopiti k Bogu in ga prositi za odpuščanje. Mi pa ga moramo prositi, da nam odpusti naše grehe, ker drugače ne moremo pristopiti k njemu. K Bogu ne greste kar z vsemi svojimi prošnjami. V Gospodovi molitvi se prve 3 stvari nanašajo na njegovo ime, njegovo kraljestvo in njegovo voljo.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. In potem molimo, daj nam danes naš vsakdanji kruh, odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo tistim, ki so nas prizadeli, in ne vpelji nas v skušnjavo, ampak reši nas hudega. Najprej je Bog in potem smo mi. On je naš oče. Nisem jezen na nikogar ni, s katerim bi imela neporavnane račune. Če ne uspete poravnati tega, in nočem prizadeti sedaj vaših čustev, vendar on pravi, kadar molite in imate karkoli proti komurkoli, pustite svoj dar na oltarju, izravnajte svoje stvari z bratom in se vrnite ter darujte. To je zelo pomembna stvar. Če vam Bog odpusti naše grehe, potem tudi pričakuje, da tudi mi odpustimo drugim ljudem. V tem prostoru ni nobene osebe, ki bi vas bolj razžalila, kakor pa naši grehi žalijo Boga. Prvo Petrovo 3. poglavje 4. vrstica. Ampak bodite skriti človek srca, v neminljivosti krotkega in umirjenega duha. Vrstica predtem govori o krašenju zunanjega človeka, kar je mogoče v redu. Veste, da sem danes jutra zapravila približno 1 uro, da sem se uredila. To je tisti dan, ko si moramo prati lase in urediti pričesko. Zato moram porabiti vsaj toliko časa, če ne več, da se tudi notranje uredimo. A ne mislite tako, gospe? Če porabite samo polovico tega časa za svojo notranjost, ki ga porabite za lišpanje, potem boste zadovoljne same sabo. Da si namestite popolne uhane in se primerno oblečete. Prvo Petrovo pismo 3:4. Poglejmo to, kar je zares pomembno Bogu. Naj bo notranje čaščenje in lepota srca skrite osebe, brez graje, strani navdušenem, prijaznega in miroljubnega duha, ki ni obdan s plašnostjo, ampak je zelo pomemben v Božjih očeh. Narobe, jaz sem tako jezljiva, tako sem razočarana, vse je narobe, jezna sem. No, premagajte to. Ne morem, to je pretežko. Janez 14:27 vrstica. Moj mir vam dam. To je bilo tik pred tem, preden jih je Jezus zapustil. Svoj mir vam dam in vam ga zapustim, nekakor vam ga daje svet. Ne dopustite, da se vaše srce vznemirja in plaši. Zapomnite si to, ne dopustite si, da se vznemirjate in se dopustite zmesti, ne bodite plašni, strahopetni, polni strahu ali zmedeni. Dopustite, da vam povem neko zgodbo. To se je zgodilo moji hčerki pred nekaj tedni. Šla sem jo obiskat, ko sem imela nekaj časa med predavanji. Ustavila sem se, da bi videla svojo hčerko in 2 vnukinji. Hčerka je telefonirala in vam lahko povem, da je bila zelo vesela vsega, kar je slišala po telefonu. Pokazala mi je, da mora ostati na liniji. Rekla je, že dolgo kličem tja, vendar moram ostati na liniji. Ko mi je govorila, omenila, da govori z neko agencijo za telefonske komunikacije. Veš, kadarkoli jim govorim, dobim neke nejasne odgovore, nikoli se nič ne uredi in to ni lahko zame, tako sem že utrujena od tega. Utrujena sem že od tega in ko je končala telefonski pogovor, je rekla: No, to je to, kar so mi rekli, ni nikoli delovalo in ves moj čas je izgubljen. Dodala je: Nič bolj ne sovražim, kakor tiste, ki kradejo moj čas. Pri tem sem tako nemočna z ljudmi, ki kradejo moj čas. Tako se mi zelo pazljivo rekla. Rekla sem: Vem, kako se počutiš, vendar vem iz izkustva, da boš kar naprej vedno znova naletela na takšne osebe, dokler te ne bodo več motili.
In ona mi je rekla, sedaj vidim, da je to bilo dobro, kajti ona je imela pravo držo. Lahko se bi vrnila in rekla dobro. Ne. Prav to storimo tako pogosto, ko Bog poskuša delovati na nas z nečim, da bi sprejeli, kakor je prav, da sprejmemo vso bolečino, ki jo spremlja. Ti imaš prav, jaz se motim, namesto da bi to storili, smo kakor bla, bla, bla. Na to nam vse prekipi in na to ne mislimo več. Vendar problem ostane. Vendar neka dobra stvar je pri Bogu. V njegovi šoli nikoli ne zaostanemo. Ni važno, kolikokrat boste morali ponoviti svoj preizkus. Morali ga boste ponoviti, dokler ga ne opravite. Koliko izmed vas se sprašuje, zakaj se ene in iste stvari dogajajo meni? Tako sem tudi jaz razmišljala. Bog mi je naklonil posebne uslužbence, počasne prodajalce, ki niso imeli pojma, kaj delajo. Niso vedeli, kako bi si kaj zabeležili, niso imeli cen, zmanjkalo jim je tipkalnega papirja, niso vedeli, kako ga zamenjati, meni pa se je vedno tako mudilo. Jaz sem bila tako živčna. In imela sem moj obesek z Jezusom, vendar vam nekaj povem, da v mojem ravnanju ni bilo nič podobnega temu, kako bi Jezus ravnal. A veste, o čem govorim? Po pravici vam bom povedala Božjo resnico. Prišla sem od počasnih prodajalcev k nikakršnim prodajalcem. Včasih sem opazila, da je lahko kdorkoli vzel moj denar, ko sem šla nakupovat. Bila sem presenečena, ker nihče ni delal na tistem oddelku. Vse sem že vedela o tem. Moja hčerka mi je rekla, veš, tokrat sem se sama pripravila za ta pogovor. Rekla je, preden sem jim telefonirala, sem vedela, da bo zmešnjava. Vedela sem, da bo nočna mora. Vedela sem, kaj se bo zgodilo. To podjetje deluje s televizijskimi priključki, z internetom, z servisi. Torej, te stvari je treba urediti, kajti vi veste, kakšna je današnja komunikacija. Če nas ves svet ne more najti za 5 sekund, je že ogenj v strehi. Torej, tisti večer kasneje me je poklicala, rekla je, lahko ti povem prijetno novico. Svoje srce sem pravilno usmerila, predno sem klicala, molila sem in potem, ko si ti odšla, stvari sem hotela urediti. Rekla je, dobila sem nekoga drugega in ni vedel, kaj se je dogajalo. Zapravljala sem čas in čakala. Rekla je, ostala sem mirna, mislila sem, ne hudič, tokrat me ne boš zašil. Rekla je, ostala bom mirna, delovala bom kot kristjan. Lepo se bom obnašala. Po dolgem času je sogovornica rekla, poklicala bom menedžerja. Vodja je prišel na telefon in razrešil problem v nekaj trenutkih. Rekel je, veste, stvari niso bile prav urejene z naše strani, izgubili ste mnogo časa, nekaj bi radi storili za vas, a ne bi želeli imeli dvojno zmogljivost internetnega priključka in HD televizijski sprejem za 1 leto zastonj. In povedal je še 3 ali 4 stvari in ona je bila skičena. To, Bog, to! Vidite, to je zame klasična Božja zgodba, ker smo opravili test in nam Bog potem nakloni nekaj čudovitega. Ko nas preizkuša, če zares verujemo, on hoče videti, da mi zares verujemo. O, verujem v Boga, aleluja, slavljen bodi Gospod, zaupam Bogu, dokler mi ni treba čakati več kot 2 sekundi, tako dolgo, da je po mojem, in kot jaz hočem, potem zaupam. Ampak ljudje. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.